Danes smo imeli v Državnem svetu obisk protikorupcijske komisije. Kot veste, protikorupcijska komisija uvedla postopek v zvezi z predlogom za parlamentarno preiskavo Državnega sveta. Člana protikorupcijske komisije sta bila v Državnem svetu sprejeta z naklonjenostjo. Vsekakor je naše dosedanje sodelovanje, verjamem pa tudi v tem primeru in v bodoče, benevolentno. V Državnem svetu menimo, da je potreba zadevi priti do dna, tako da bo popolnoma jasna, da odstranimo vsake dvome o možnosti koruptivnosti. Na koncu koncev pa mi nismo tisti, ki o tem presojamo, ampak o tem bo presojala protikorupcijska komisija. Na zaprosilo podpredsednika komisije smo pripravili vso dokumentacijo, če bo potrebno, bomo tudi kaj dopolnili. O modusu operandi o delu komisije pa jaz ne morem kaj drugega reči, to bo najbrž podpredsednik več povedal. Zagotovil pa sem, da bodo državne svetnice in svetniki, strokovne službe in vsa dokumentacija na voljo, tako kot bo komisija potrebovala za svoje nemoteno delo. Mislim, da je korektno sodelovanje med organi v Republiki Sloveniji treba izvajati v celoti in samo tako lahko pridemo do nekega normalnega sistema, v katerem se državljani, pa tudi funkcionarji in organi počutimo dobro, normalno in normalno funkcioniramo. Vaš komentar? Lep pozdrav. V imenu komisije se zahvaljujem predsedniku Državnega sveta in sodelavcem, ki so sodelovali pri današnjem sestanku. Prijeli smo dokumentacijo, ki so nam pripravili. Sodelovanje in razgovor je bil korekten. Rad bi pa povedal samo to, da mi upravljamo nadzor v skladu z našimi pooblastili, pristojnostmi in instituti, ki jih pokrivamo po zakonu o preprečevanju korupcije oziroma aktiviti preprečevanja korupcije. Lahko vprašanje. Ste to samoiniciativno izvedli oziroma prišli do teh sklepov, da preiščete to zadevo ali morda na pobudo koga drugega? Samoiniciativno. Ponedeljek mislim, da je vaš predsednik dejal, da gre očitno za vmešavanje ene veje oblasti v drugo. Lahko mogoče poveste kaj več o tem? Ne. V kolikem času računate, da lahko te zadeve preiščete in kaj lahko sploh na koncu sklenete oziroma kaj se lahko zgodi s tem vašim sklepom? Kako lahko vplivate na samo preiskavo? Mi ne želimo vplivati na preiskavo, to je dejstvo. Vse, kar želimo, je, da upravljamo nadzor oziroma po institutih, ki jih pokrivamo v skladu z zakonom in nič drugega. Mogoče še za vas eno vprašanje, v bistvu podobno oziroma isto, kot sem ga postavil podpredsedniku komisije. Torej, kakšno je vaše stališče glede tega vmešavanja ene veje oblasti v drugo? Vaš komentar? No, jaz tukaj kakšnega posebnega komentarja nimam. Rad bi pa samo izpostavil en podatek. Že po prvem odločanju, to se pravi na prvi stopnji pri Komisiji za državno ureditev, ko je bil sprejet predlog, ki je bil pozneje predložen plenumu Državnega sveta, predlog za uvedbo parlamentarne preiskovalne komisije, so bile na Državni svet naslovljene pošiljke oziroma dopisi Društva državnih tožilcev, Vrhovnega državnega tožilstva, Tožilskega sveta, ki so pa neposredno vplivali in so lahko vplivali ali pa so vsaj imeli intenco vplivati na mnenja državnih svetnikov. Torej, če se je Državni svet z namero o glasovanju o uvedbi parlamentarne preiskave vtikal v izvršno vejo oblasti, potem se je izvršna veja oblasti pa že institucionalno vtaknila v delovanje Državnega sveta in vplivala na državne svetnike že pred samo odločitvijo državnih svetnikov oziroma Državnega sveta. Kar zadeva pa delovanje protikorupcijske komisije, jaz tu ne vidim nobenega vpletanja v delo Državnega sveta. Protikorupcijska komisija upravlja svoje pristojnosti v skladu z zakonodajo in vsi državni organi smo dolžni posredovati vse podatke, da odstranimo vsak dvom o koruptivnosti našega ravnanja. Tako da to sta dve popolnoma ločeni zgodbi. Na eni strani so odnosi Državnega sveta z izvršno in zakonodajno vejo oblasti, na drugi strani je pa delovanje protikorupcijske komisije, ki ima seveda pooblastila tako v Državnem svetu kot v Državnem zboru, pa še kje drugje. In tu jaz med komisijo in Državnim svetom ne vidim konflikta interesov, vidim pa izjemno močan konflikt interesov med tožilstvom in Državnim svetom. Nihče iz Državnega sveta ni naslovil nobene zahteve
na toživce in vplival na njih, medtem ko je iz toživskih vrst pa prišlo kar direktno vplivanje na državne svetnike in državni svet. To mislim, da bo treba imeti v vidu tudi v prihodnje. Se ravno v tej smeri je šlo moje naslednje vprašanje. Namreč po seji državnega zbora se je v pismu odzvalo Vrhovno državno tožilstvo, kjer so zapisali, da so nad uvedbo te parlamentarne preiskovalne komisije razočarani in zaskrbljeni. Mislite po seji državnega sveta? Po seji državnega zbora, kjer je postalo jasno, da bo ta tako. No, to mislim, da je že vplivanje tožilstva na delo državnega zbora. O tem se da marsikaj tudi povedati in povprašati. Glejte, državni zbor je ravnal v skladu z ustavo. Ustavna pravica državnega sveta je, da predlaga parlamentarno preiskavo. Škarje in platno ima sedaj v rokah državni zbor. Vsebino, sestavo in način preiskovanja določa državni zbor. Res pa je, da nima možnosti zavrniti takšno parlamentarno preiskavo. Ima pa možnost zavrniti vsebino in zahtevati od državnega sveta, da jo dopolni tako, da je ustavno skladna. Če mislijo oziroma če pridobijo mnenje pravne službe, da ni ustavno skladna. In naša dolžnost je, da jo dopolnimo. Nenavadno pa je, in to je res nenavadno, da se že v fazi pred uvedbo preiskave in pred uvedbo samih vsebin, ki še niso sprejete na državnem zboru, državno tožilstvo že vnaprej opredeljuje, najprej do državnega sveta, potem pa do državnega zbora. Torej, to so vprašanja, ki jih morate nasloviti na drugo stran. Državni svet je tu opravil svojo ustavno nalogo, če smo karkoli naredili narobe, to je vedno še lahko popravljeno, poslovniško, zakonsko nam je to omogočeno. Prejudiciranje strani tožilstva je pa zgodba zase. Še zadnje vprašanje, glede na to, da je, oziroma vaš komentar, da vas vprašam kot pobudnika, torej, kako komentirate to, da so se z izjemo SDS-a, NSI-ja in nacionalne stranke ostale stranke izrekle, da na tej preiskovalni oziroma v tej preiskovalni komisiji najverjetneje ne bodo sploh sodelovali? No, pobudnik parlamentarne preiskave nisem jaz, pobudnik je državni svetnik, državni svet jo je izglasoval, jaz sedaj samo stojim za tem, kar je državni svet odločil in za tem stojim trdno. Obnašanje političnih strank, koalicije in opozicije je bilo vedno diametralno različno. Ne vem, zelo težko bi špekuliral, ali je komu v interesu, ali je komu v škodo ta parlamentarna preiskava. Ko smo državni svetniki odločali o njeni uvedbi, smo zasledovali javni interes. Javni interes pa je čisto pravosodje, čista izvršilna oblast in ne predstavljamo si in ne želimo biti mi tisti, ki bi urejali razmere v pravosodju ali v izvršni veji oblasti v tožilstvu in niti ne pričakujemo, da bo to počel državni zbor, ki prav tako nima teh ingerenc. Ampak nekdo v tej deželi pa je, ki mora reči, da je cesar gol in da nima oblačil in da se morajo zganiti tisti, ki morajo razmere urediti. Da pa razmere niso blesteče, govori pa sama statistika tožb in sodb pred Evropskim sodiščem za človekove pravice. Torej, naša želja po uvedbi parlamentarne preiskave seže v smeri, da se zadeve uredijo. Ne želimo pa sami biti nosilci, ker to tudi ne moremo in ne želimo prejudicirati stvari. Očitno pa je, da smo zganili slovensko javnost, zganili smo interes medijev, kar do zdaj so bile zadeve, kot so se odvijale, nekako v ozadju.